Slovenija leži na potresno zelo dejavnem območju. Samo v letu 2020 smo lahko čutili 161 potresov. V 20. stoletju se je zgodilo 15 potresov, ki so dosegli ali presegli 7. stopnjo po evropski potresni lestvici. Pri tej jakosti se na dobro grajenih zgradbah že lahko pojavijo zmerne poškodbe, slabo grajene so lahko deležne težjih poškodb. Po modelu Potrok bi bilo pri potresu intenzitete 8 z epicentrom v Ljubljani težko poškodovanih in porušenih skoraj 400 stavb, vseh ostalih poškodovanih in začasno neuporabnih pa več kot 9400 stavb. Ob tem se marsikdo sprašuje, ali je moj dom varen, bi v Sloveniji lahko gradili bolje, ali je možna 100-odstotna potresno varna gradnja. Ko gre za najvišje ravni potresne odpornosti, sta možna dva ekstremna pristopa. Prvi je absolutno odporna gradnja. Pri tovrstni gradnji je cilj zagotoviti zelo veliko odpornost objekta, tako da le-ta lahko prenese tudi najvišje potresne sile. Za takšno gradnjo je značilna velika robustnost, nadpovprečno debeli konstrukcijski elementi in le izjemoma manjše odprtine. Primer takšne gradnje je jedrska elektrarna Krško, ki lahko tudi zelo močne potrese preživi brez poškodb. Drugi ekstrem je potresno izolirana gradnja, pri kateri je cilj zmanjšati vpliv potresnih premikov temeljnih tal in s tem zmanjšati nivo potresnih sil na objektu. Primer takšne tehnologije so na primer blažilniki, ki delno nevtralizirajo sile potresa, potresno izoliranje gradnje pa se zaradi pogostosti in jakosti potresov radi poslužujejo na Japonskem. Takšna gradnja pa ima tudi svojo ceno, tako v potrebnih investicijah kot v kakovosti bivanja. Zato je na našem območju smiselna le za objekte, katerih delovanje je vitalnega pomena med in po potresu, ali pa bi njihova porušitev povzročila nesprejemljive sekundarne posledice, na primer ekološko katastrofo. Ključni cilj gradbene stroke pri običajnih objektih torej ni neuničljivost zgradb, temveč varovanje življenj, pri čemer so poškodbe objektov določene mere dopustne. Ob tem seveda vsem svojim znanjem in izkušnjami vsaj le težimo k graditvi objektov, ki so varni, energetsko učinkoviti, prijetni za bivanje in delo ter nenazadnje tudi ekonomsko sprejemljivi. Slovenija premore 3500 visoko usposobljenih gradbenih inženirjev, vključenih v Inženirsko zbornico Slovenije, ki svoj pečat puščajo tudi širom sveta. Metoda N2, ki sta zasnovala profesor Pfeiffer in profesor Fischinger in ki projektantom omogoča natančnejšo potresno analizo objektov, je vključena v veljavne evropske predpise za potresno odporno gradnjo, slovenski strokovnjaki pa sodelujejo tudi pri prihajajoči prenovi teh predpisov. Pomemben del pri prenovi predpisov imajo tudi raziskave, ki jih opravljajo na Zavodu za gradbeništvo. Obnašanje stavb med potresi v laboratoriju najbolje ponazorimo s preiskavo na potresni mizi. Pri tem ugotavljamo razloge za nastanek poškodb in kako konstrukcijo izboljšati, učinkovitost utrditvenih ukrepov in ustreznost metod za računsko preverjanje potresne odpornosti. Preizkušamo in izboljšujemo nove rešitve detajlov, konstrukcijske elemente, s čimer tudi določimo parametre potrebne za potresno projektiranje. In kaj lahko vsak posameznik stori za svojo varnost in varnost svojega doma? Da poskrbite za varnost stavbe, gradnja, inštalacije, namestitev pohištva, predvsem zaradi možnih padajočih predmetov, kot so ogledala, slike. Vkolikor dvomite v potresno varnost vašega doma, vam svetujem, da vprašate vašega upravnika ali pogledate na portal Potrok. V primeru večjega posega, prenove ali novogradnje pa se lahko obrnete na strokovnjake z referencami protipotresne gradnje, ki jih najdete tudi v imeniku Inženirske zbornice Slovenije.